Lep pozdrav z moje strani. Res je, gre za odziv na tiskovno konferenco, ki sta ga imela dva kolega iz SDS-a. Moram reči na začetku, da sem kot človek na nek način malo užaljen in da nastavljene lica za neupravičeno klofutanje SDS-a mi je na nek način že dosti. Igra je, kot je to v navadi, te stranke umazana, padajo seveda težke besede, diskreditacije in diskvalifikacije in zato bom izkoristil priložnost na začetku, kar ne zadeva moje sodelavke in sodelavce in pokomentiral nekaj političnih pripomb, ki jih je gospa Ramšakova danes izrekla, in sicer ko je rekla, da je gospod Jakič zaradi svojih ravnanj v preteklosti ni primeren za upravljanje funkcije ministra za obrambo. Naj ponovno še enkrat ponovim, da je seveda ta permanentno lažno namigovanje o mojih ravnanjih v preteklosti, da na nek način me že utrujejo, da sem do zdaj seveda to stoično prenašal, da pa ne vidim nobenega razloga, da vkolikor bi se ta gonja temelječa na lažnem na lažnih obtožbah nadaljevala, da ne bi uporabil pravna sredstva za zaščito svojega imena. Ampak naj samo še enkrat poudarim, Roman Jakič se je vidno, govorim vidno, ker zanimivo je, da v Sloveniji vsak vsakega pozna in da večino tistih mojih kritikov, ki govorijo o tem, da sem neprimeren, zato ker sem baje delal nekaj, kar ni res, da večino tistih kritikov jaz od 80 let, ko smo se borili za to samostojno državo, nisem videl. Da je večina njih prišla na površje, šele ko so videli, da je teren varen in da smo osamosvojili to državo in se seveda zdaj tolče po prsih, kot da so tisti glavni borci za osamosvojitev. Seveda tle ne mislim gospoda Janeza Janšo, ki ima velike zasluge za osamosvojitev. Ampak naj povem, Roman Jakič se je vidno zavzemal za samostojno, demokratično, neodvisno državo že od 80 letih kot soustanovitelj in pa seveda vodja študentske organizacije, ki jo je komunistična partija 71. leta prepovedala. Ob aretaciji Janeza Janše, Borštnerja, Tasića in pa Zavrla in tako imenovani slovenski pomladi sem sam osebno organiziral alternativna predavanja na Filozofski fakulteti, ki so govorila tudi o človekovih pravicah in svoboščinah, vključno seveda o pravici do samoodločbe slovenskega naroda. Roman Jakič je bil na Roški in je bil tudi na Kongresnem trgu, ko se je brala Majniška deklaracija. V parlament sem bil izvoljen 90. leta kot nestrankarski kandidat in sem se šele kasneje vključil v poslanski skupini ZSMS in nikoli nisem bil član Zveze komunistov, tako kot vidim, to pa hvala Bogu, vem, kdo so bili in jih veliko vidim v stranki, ki me danes kritizira in me kritizira kar naprej. Roman Jakič je tudi glasoval za samostojno Republiko Slovenijo v Skupščini Republike Slovenije, kar dokazuje nenazadnje tudi fotografija, ki je izobešena v preddverju velike dvorane Državnega zbora Republike Slovenije. Kdor ne verjame, naj si jo gre pogledati. Zdaj pa nekaj odgovorov na strokovne očitke, ki so bili danes posredovani strani kolegov iz SDS-a. Na začetku naj povem, da seveda bi bilo mogoče pol teh očitkov manj ali pa bi bili neupravičeni, vkolikor ravno ta SDS ne bi predlagala sklepa, ki je bil seveda ob na nek način nepripravljenosti koalicijskih strank, sklepa, ki je bil sprejet v Državnem zboru na odboru za obrambo, da ta ekipa oziroma še širša ekipa predstavi proračun Ministrstva za obrambo za leto 2014 in 2015. SDS nam ni pustil govoriti v parlamentu, zdaj nam pa očita, kaj smo naredili in kaj nismo naredili, ne da bi nas hoteli poslušati, že takrat v parlamentu. Eden od očitkov je, da
Slovenija ne zagotavlja 2% bruto družbenega proizvoda za vojsko, kar smo ob vstopu v zvezo NATO smo se zavezali pred svojimi seveda partnerji. Naj povem, da statistični podatki, ki jih imamo, res je, Slovenija ne dosega tega, ampak smo v družbi 25 držav članic od 28 držav članic NATO, ki ne zagotavljamo 2%. Povprečje je, vsaj za leto 2012, je bilo 1,34. Se pravi, od nas so bili pri tem zagotavljanju slabši kar 2, 4, 6, 8 držav. Kot veste, edine 3 države, ki to zagotavljajo več kot 2%, je Grčija, to je zanimivo, Velika Britanija in Združene države Amerike, najbližji temu je Estonija z 1,99, po mojih informacijah v letošnjem letu, večina nas je pa 19 držav, pa je namenja manj kot 1,5% bruto družbenega proizvoda in ne razumem, kako bi lahko v teh zaostrenih finančnih situaciji, kako bi lahko v tej zaostreni finančni situaciji, kjer režemo vse povsod in poskušamo ohraniti nek socialni mir v tej državi, seveda komu na misel padlo, da bi lahko povišali proračun za obrambo. Je nerealno in je seveda taka kritika na nek način nerealna tudi z njihove strani, ker sem prepričan, da če bi vodili to vlado, prav tako ne bi mogli zagotavljati 2% družbenega bruto proizvoda za vojsko oziroma za obrambo. Najbolj pa me je na nek način, pa ne ta prvi del, ampak drug del, presenetil stališče, da kako si lahko jaz kot minister, citiram, ministra sprašujemo, kako si lahko dovoli pregrešno drago uporabo vojaškega letala Falcon za svoja številna službena potovanja v tujino, medtem ko pripadnice in pripadniki Slovenske vojske nimajo niti dostojnih vojaških uniform, da ne govorimo o slabi osebni zaščiti, opremi in sredstvih. Konec citata. Zdaj, jaz moram reči, da sem presenečen, glede na to, da smo včeraj imeli sejo odbora za obrambo v Cerkljah, kjer je poslanec SDS-a Breznik mi zelo iskreno in odkrito srčno čestitev, da smo končno Falcona dvignili v zrak. Naj se zmenijo zdaj, glede na to, da je prvič Falcon bil nabavljen ob dogovoru dr. Janeza Drnovška in Janeza Janše in smo ga takrat nabavili po taki ceni, kakor še ne, da je stal 10 let in da smo ga dvignili. Mimo grede, moja pregrešna potovanja so bila pa samo 3, 2,5 bom rekel. Ena, letel sem v Libanon, kot veste, na obisk svojim vojakom v Unifilu, letel sem z gospodarsko delegacijo na Ural v Moskvo in pol poti sem letel v predsedujočo v Vilno, pol poti nazaj pa letel ali glih obratno, ne vem, kako je bilo obratno, nazaj sem letel, sva letela z Erjavcem, kolegom Erjavcem sva si delila pot na sestanek obrambnih in pa zunanjih ministrov. Toliko o mojih pregrešnih potovanjih, ki kot vidite jih ni in jaz letim v Evropi jutri oziroma naslednji teden, če boste videli, ko bom letel v Bruselj, vedno v economy klasu z Adrio Airways. No, ampak seveda drug del se pa nanaša na pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki nimajo niti dostojnih vojaških uniform. Mi smo v enem odgovoru in se seveda upravičujem tisti novinarski hiši, ker je čakala za ta odgovor malo dlje, ampak kljub vsemu smo prečesali vse količine, pa bom zdaj izkoristil to priložnost, da vam povem, kar se tiče oblačil Slovenske vojske. Ne bom šel vseh 73 artiklov, ampak bom povedal te največje. Bluzoni, to so te površniki, bi rekli, smo jih nabavili v letošnjem letu 11.700, copati športni 6.000, govorim za Slovensko vojsko, hlače tanjše 11.500, nogavice 9.450, spodnje perilo 9.130, rokavice 3.000 in tako naprej.
Ne. In kot veste, sem bil eden tistih, ki sem se zelo v javnosti trudil opravičiti seveda nakup 6000 čelad, ki jih Slovenska vojska nujno potrebuje. Čeprav me še vedno sprašujejo, zakaj jih nimamo samo 100, pa bi si jih med sabo delili. Zato, ker gre za osnovno opremo slovenskega vojaka in vojakinje in mora imeti, tako kot mora imeti puško, kot mora imeti uniformo, kot mora imeti zaščitni jopič, protibalistična očala, mora imeti tudi čelado. In iz higienskih razlogov ne moramo čelade menjati med pripadnicami in pripadniki slovenske vojske. Tretji oziroma četrti očitek, ki je bil danes naslovljen, je seveda pa zadeva gasilstvo. Tle sem pa, moram reči, podobno, kot sem prizadet, ko kdo kritizira Slovensko vojsko, sem seveda prizadet, ko se govori o gasilcih. Jemljemo gasilstvu 5,5 milijonov evrov, tukaj imamo namestnika generalnega direktorja direktorata za zaščito in reševanje, ki bo mogoče kaj več znal povedati. Ampak predtem mi očitajo, da bi lahko nepremičninski davek, ko govorijo o nepremičninskem davku, da bi lahko po našem mnenju še dodatno znižali v obrambnem proračunu. Mislim, jaz ne vem, kako oni, razen če me res prisluškujejo, vejo ali ne vejo, zakaj se je zavzemam. Če greste, in upam, da bojo kdaj javna tudi magnetogrami sej vlade, boste videli, da se jaz vedno zavzemam, tako kot vsi ministri, vsak za svoj resor na svoj način. In tudi okoli tega smo imeli veliko pripomb službenih, neformalnih, formalnih in zavzemanja. In če se očita, naj povem, in zdaj prej se nisem s tem hvalil, ker se mi je zdelo to nekorektno, da bi se hvalil, ampak na predlog ministra Romana Jakiča so bili gasilci izvzeti, oziroma gasilski domovi izvzeti iz plačila davka na nepremičnine. Ni eksplicitno zapisano, tako kot je to zapisano za sakralne objekte in pa spomenike, ampak je zapisano v zakonu o gasilstvu v 50. členu in je Vlada Republike Slovenije interpretirala, da gasilski domovi ne plačujejo nobenih dajatev in s tem smo razbremenili zelo majhno skupino gasilskih društev, ki so lastniki, predvsem pa veliko skupino, to so pa lastniki lokalne skupnosti, ki za gasilske domove ne bojo plačevali. In če to ni nek dosežek znotraj tega, rečemo, želje, seveda na nek način pomagati svojemu resorju, potem ne vidim, kaj naprej. Ampak kljub vsemu tle so bili očitki, da jemljemo gasilstvu 5,5 milijonov evrov. Iz mojih podatkov to ni res, proračun za 2014 jemljamo 3,6 milijonov evrov, se pravi imamo gasilstvu, pardon, da ne bom še jaz kaj narobe rekel, ampak Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje v letu 2014 bo razpolagala z 25,1 milijon evrov, kar je 3,6 milijonov evrov manj kot v proračunu za 2013. V letu 2015 pa bomo zagotovili malo več, se pravi 26,8 milijonov evrov. In naj povem, da seveda zaradi krčenja sredstev bodo sicer delno okrnjeni programi sofinanciranja za zagotavljanje delovanja operativnih enot, društev in drugih organizacij na področju zaščite, reševanja in pomoči, ampak za okoli 6%. In mislim, da 10% zmanjšujemo sredstev za delovanje gasilske zveze kot take in gasilskih društev. To, kar mi pa očitajo, ker seveda ta manipulacija, kot sem že na začetku povedal, je zelo, jo znajo narediti teli moji kolegi iz SDS-a. Oni govorijo, da na postavki, ki je bila 900 evrov za sofinanciranje iz naslova DDV-ja, da je zdaj nič. Res je nič, ampak to ne pomeni, da ne sofinanciramo delovanja gasilskih društev. Nasprotno, jih financiramo, ampak zdaj sistem vam bo potem razložil namestnik direktorja. Gre za to, da se je DDV odvajal na nek kup in iz tega kupa smo prioritetno plačevali in sofinancirali, je res, sofinancirali nakup določene opreme
za gasilce. Zdaj pa samo še za konec, naj sam povem, da je očitek najbolj seveda bode pa ta očitek, da, bom citiral, Jakič ogroža ne samo življenje državljank in državljanov, temveč pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in njihova varnost pri opravljanju dolžnosti. To je citat iz tiskovne konference, seveda to ni res. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije z sprejetim, predvidevamo, da bo sprejet proračun tak, kot je proračuna za leto 2014 in 2015, še vedno, in to lahko govorim z gotovostjo, zagotavlja ključne zmogljivosti obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki vplivajo na doseženo raven varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije. Toliko na tej točki, jaz bi dal, kljub, če bo dovolite, besedo najprej načelniku generalštaba, da pove dodatno, ne pa povem, seveda manjka denar. Vsi bi radi imeli več denarja, radi bi posodobili opremo, ampak se zavedamo realnih okvirjev in teh realnih okvirjev poskušamo iztisniti maksimum. Maksimum pa iztiskamo tako, še enkrat poudarjam, da niso ogrožena ne življenja, ne obrambna sposobnost in varnost te države. Zato mogoče, če boste vi kakšno besedo rekli o tem, kaj je Slovenska vojska in kako je Slovenska vojska pripravljena glede na sprejeti pa predlagani proračun. Hvala lepa, minister. Mogoče bi samo poudaril, da Slovenska vojska se zaveda situacije, v kateri je Slovenija, da so sredstva ekonomska za vsa ministrstva omejena in na podlagi teh omejenih sredstev smo mi uspeli zadržati število pripadnikov Slovenske vojske na nivoju, ki zagotavlja izvajanje svojega poslanstva in nalog, in tudi stopnja usposobljenosti pripadnikov je na nivoju, ki zagotavlja usposobljenost in pripravljenost za delovanje. Mi smo ohranili vse sposobnosti, kar se tiče delovanja v Sloveniji, torej pri zaščiti in reševanju, in tudi za vse segmente, ki odhajajo v tujino, poskrbimo za ustrezno pripravljenost, usposobljenost in opremljenost. In tudi zmogljivosti, ki jih načrtujemo, torej lahka bataljonska bojna skupina v naslednjem letu se konec leta oblikuje in načrti so, da se bo do konca leta usposobila in preverila skladno z standardi NATO. Torej mi v omejenih sredstvih izvajamo poslanstva, ki so predpisana. Res pa je, da nekih večjih investicij v neke nove opremo in oborožitev ni. Trudimo se pa po vseh močeh, da ohranimo opremljanje z osnovno opremo, torej uniformo in tisto najbolj nujno potrebno zaščitno opremo, kar pomeni čelada, zaščitni jopič in tisto, kar sodi zraven. Toliko z moje strani, če še imamo kdo vprašanje mogoče. Mogoče še civilna zaščita, gasilci. Hvala lepa, gospod minister. Naj povem tudi z naše strani, da se upravi za zaščito in reševanje na področju zaščite in reševanja obnašamo kar se da racionalno. Res je, da nam je proračun izredno padel od leta 2008 do zdaj res od 30 milijonov za kar precej. Temu primerno smo seveda oblikovali tudi naš proračun. Na eni strani smo se odpovedali praktično vsem investicijam, objekte vzdržujemo v tistem najnujnejšem obsegu, kupujemo bistveno manj opreme, kot smo jo pred časom, in to so bili vse ukrepi, ki smo jih pač bili prisiljeni zavzeti ob tem zmanjševanju proračuna. No, lansko leto smo, moram reči, prvič zmanjšali tudi sofinanciranje reševalnih služb in sicer za 7%. V letošnjem letu nadalje zmanjšujemo sofinanciranje reševalnih služb v višini 6% in kot je tudi minister poudaril, gasilske enote širšega pomena bodo delale z 10% manj sredstev. Skratka, hočem povedati, sofinanciranje vseh reševalnih sestavov, ki so v našem sistemu, ohranjamo. Nažalost, kot je rekel minister, smo se morali odpovedati sofinanciranju nakupa zaščitne opreme za prostovoljne gasilce. To delamo na ta način, da vsako leto razpišemo oziroma objavimo javni razpis, kamor se lahko prijavijo vsa gasilska društva, ki so v preteklem letu nabavljala opremo. In znesek, ki ga vračamo, je zelo odvisen od višine teh sredstev, na drugi strani od števila gasilskih društev, ki ta sredstva kupujejo.
in je nekako predstavljal ravno to vsoto DDV-ja, na katero so se gasilci pritoževali. Nažalost je to ena od postavk, ki se ji v celoti odpovedujemo, zmanjšujemo tudi nekatere druge programe, upočasnjujemo recimo prevzemanje sistema alarmiranja v Republiki Sloveniji, k čemer nas zavezuje Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Državne rezerve polnimo bistveno manj kot v preteklosti. Skratka, racionalno se obnašamo na celotnem področju in jaz upam, da bodo tudi reševalne službe, ki jih sofinanciramo, k temu seveda racionalizaciji pristopile in se obnašale racionalno v okviru teh proračunskih sredstev, ki jih lahko v tem trenutku še zagotavljamo. Lepa. Še mogoče kakšno vprašanje za ministra in delavce? Izvolite. Slovenija, samo še eno ostalo odprto vprašanje, torej SDS vaš prorazum vložila dopolnilo za vrnitev 3 milijonov evrov, torej boste morda podprli. Kot veste, ko bojo vloženi vsi amandmaji, ko bo stekla diskusija, bo Državni zbor, seveda se bo koalicija in koalicijski poslanci še enkrat sestali. Glede na to, da se pa jemlje iz dela, mislim, da jemlje iz Ministrstva za finance, ki je del, ki je za plačilo seveda obresti. Imam občutek seveda, da ta predlog ga ne bo moč sprejeti. Tako da jaz ga tudi seveda bi ga podprl, kolikor bi bil realen, ampak glede tudi na koalicijski dogovor, da je zapakiran proračun tak, kot je, ga seveda ne morem podpreti kot takega.